No, se nam je po filmu Pingvinove lekcije pridružil tudi ugledni TV novinar, dolgoletni TV voditelj in ugledni novinar. Zase pa mislim, da sem nekje tudi prebral, pravi, da je znani pesjan, torej odlično seveda pozna tudi povezavo med živalmi in ljudmi, tako da verjamem, da je Tone Hočevar odličen gost za pogovor po filmu. Lepo pozdravljeni in hvala, da ste se odzvali. Lep pozdrav. Hkrati pa ne smemo pozabiti, lepo prosim za aplavz. Hkrati pa vas Tone s filmom povezuje tudi samo dogajanje oziroma čas letega. Namreč leta 1976, ko se je v realnosti dogajalo vse to, čemur smo bili priča v filmu, ste bili tudi sami v Latinski Ameriki. Ravno tega leta ste odšli tja. Kako se mogoče spominjate tega obdobja in kakšne spomine je vam prineslo? No, jaz sem bil že tudi eno leto prej tam, ampak preselili smo se z družino pa 76. In takrat so pribežali Argentinci. Veliko od njih jih je ostalo v Mehiki za vekomaj, ker Latinska Amerika je vendar en kulturen prostor, ne, in to se tam da, tako kot so zdaj Venezolanci, 8 milijonov se jih je razkropil in jih ponekod ločeš, ponekod pa ne. No in te ljudje so prišli in so zelo obogatili Mehiko. Mehiško kulturo, marsikatero področje Mehike so znali obogatiti, ker so bili v glavnem sami intelektualci, te, ki so ušli, ne, in ki so lahko zbežali. Tam so namreč pobili veliko več ljudi kot v Čilu. Sam da Čile je bil bolj razvpit, Argentina je imela pa veliko ljudi okoli po svetu, pa tudi v Vatikanski loži P2 so bili argentinski generali, ki so znali vplivati na mnenje množice v Evropi čez Vatikansko ložo. Na koncu so pa zlasti Italijani znali reševati te izginule s pomočjo teh generalov iz Vatikanske lože. Sami ste imeli seveda tudi veliko dobrih prijateljev, znancev v tistem obdobju, ki so prihajali iz teh, recimo, vojnih območij v tistem trenutku. Kako ste sami sodelovali in navezovali neke prijateljske povezave? Toliko, da povemo, da gre tukaj v bistvu za povezave, ki ste jih imeli dolga leta, recimo z pisateljem Nančem. Nacho González Jansen je hodil v Ljubljano do predlanskim, pa je pa umrl, no. Drugače smo se pa videvali vsa leta, obiskoval naju je v Rimu, 16 let je hodil v Rim, pa tak ta prav latinoameričan, pobožen fant, vsakokrat z drugo ženo, 8 otrok z 8 gospemi, en je pa prej umrl. Drugače pa tak jezuitski otrok, jezuitsko vzgojen in šolan, tako kot Fidel Castro. No in zelo fajstvant, zelo. Prej ste mi v pogovoru omenili, da govorimo v bistvu o obdobju, ki je bilo pred pol stoletja, ampak kar nekako se ta zgodovina zelo podobno odvija in v marsičem pravite, da je ta film lahko zelo aktualen. Torej, jaz sem gledal ta film kot dogajanje pred 50 leti. Čisto zares. Kar srhte strese, ko se spomniš vsega tega, kar se je takrat dogajalo in se zdaj spet. Saj ta Milej ni nič manj nor, kot so bili tisti generali. In te lačen moharji, ki z njim hodijo po oblasti, so ravno tako nori, kot so bili te vojaki ali pa funkcionarji, ki jih vidite v filmu. Sami ste seveda v tistem obdobju v 70 letih v Latinski Ameriki bili priča marsikakšnim družbenim pretresom. Mislim, da ste bili tudi v času državnega udara takrat v Peruju prisotni. Kako lahko rečete, da je to res eno obdobje, ki je zaznamovalo ljudi v Latinski Ameriki in jim dalo neko travmo, nek stres? No, torej, jaz sem doživel vsega skupaj, mislim, enih 10 udarov. Eni so bili komaj opazni, pri enu so me ugrabili, s tem so me pa tudi rešili, ker so me ugrabili.
Prvi je bil pa v Peruju, ja. In to takoj na začetku, en dan po intervjuju z perujskim takratnim generalom vladajočim, in sem sedel v studiu, čakal, da bom dobil zvezo za Ljubljano in kar naenkrat prileti noter s tistem, mi smo rekli temu brezžičen, no, štiržičen smo rekli, v resnici je bilo brez, ena škatla, ki je pomenila zvezo. In je upal direktor televizije, udarja, aj golpe je upal. Smo rekli, ko pa je, ne? Kje pa je udar, prav, aka, tukaj, ne? In je povedal še 2 stavka in je letel in ga nismo nikoli več videli. No, in v tistem sem jaz upal, pač, dajte mi zvezo, in so mi dali zvezo in sem ves preplašen 3-krat ponovil udarje. Dragi gledalci, ki iščeš sapo in misli, ne, hkrati, no, in sem nekako spravil skrb, da je državen udar in kdo je koga vrgel. In takrat tist gospod, ki je pa takrat vrgel prejšnjega, ne, je pa pol prišel, zdajle sem se spomnil na njega, tamle, ko smo sedeli na kavi, je k šanku prišel, pa mi je začel jamrati, ker so tudi njega pol vrgli, ne. In je prišel, je v Mehiki bil pol izgnanc in mi je jamral, kako je zdaj hudo, ko so ga vrgli. In sem mu povedal, da sem ga spoznal točno tistega dne, ko je on vrgel prejšnjega, ne. Tako se stvari dosti hitro odvijajo v Latinski Ameriki, ampak hkrati mi je zanimivo, mislim, da ste bili 6 let takrat v Mehiki, potem še 6 let na Kubi in v tem obdobju ste najbrž opazili, da so tamkajšnji prebivalci precej trdoživi pri sklepanju prijateljskih vezi, ampak nekaj pa zelo pomaga. In sicer, če imaš puške, ne. Če imaš pse, je lažji. Pol so vrata odprta k marsikomu. In je to bilo recimo v Mehiki, kjer smo živeli recimo višji srednji razred, tam ne smeš biti v slabi četrti, midva sva našla krašen stanovanje v Miskvaku, kjer je bilo pa tako malo ljudsko, kot so rekli, ampak meni je bilo tam najbolj všečno. In je potem prišel Nace Golob, ki je bil ambasador, in je rekel, od tle se bo ta pa izselila. Po večerji, ki je bil pri nama na večerji, in sva rekla, zakaj pa? Zato, ker sem lepa jaz nam hodil. Ker se je bal tudi za avto, kaj je parkiral od spod. No in skratka, pa sva res morala iti, ne, v boljši kraj in tam je bilo pa fajn, ampak so bili pa ljudje že za visokimi ograjami in je bilo vse po mehiško vse zaprt, ne. In dokler nismo s psi prebili teh ograj, nas ni noben jemal resno. Pa smo bili pa kar naenkrat prijatelji. Definitivno psi povezujejo, ampak se spomnite kakšnih primerov, ko pa recimo ste ravno na kakšnem sprehodu dobili kakšno pomembno informacijo, kakšen navdih za intervju. Domnevam, da se je marsikdaj kakšna ideja. Marsikaj se je zgodilo tako. Najprej smo predvsem na Kubi, smo šele s kužki prišli med Kubance, tako da smo sploh kaj izvedeli, ne. V klubu pasjem, polkar naenkrat ugotoviš, da poznaš enega generala, ki tam psa cuka, pa da poznaš veterinarja, ki je Fidelu naredil tisto kravo, ki je dala 120 litrov mleka, ne. In tako naprej. In skratka, vstopiš tako kot v Mehiki, no, nekako te sprejmejo, ne. V Vatikanu pa tudi, mi smo pse imeli sabo, ko smo šli na trg, pred 11. septembrom se je dal iti na trg z naše strani prosto, ne. Ni bilo nobenih straž, nobenih prehodov, pol kasneje je bilo težje, ne. In smo imeli kužke sabo, ko smo šli papeža poslušati, kaj bo rekel v nedeljo opoldne, takrat še ni bilo tako prenosov kot pozneje, ne. Od začetka še ni bilo.
In je bilo fajn, če si bil tam in si slišal, kaj je rekel. Pa še poljski papež je zmeraj kaj tazga odvalil, da je bilo zanimivo. Ne? Zdaj pa je bilo že počas konc tega. 16 let ste bili v Rimu, takrat kot dopisnik. Kako lahko rečete, a je kakšna sprememba v dojemanju živali, predvsem kužkov, po svetu? Mislim, da ste mi prej omenili, da v Mehiki se čisto drugače vedejo kot na Kubi. Ja, normalno. V Vatikanu je bilo pomembno to, da je pse sprejemal že Poljak, Vojdiva. Še bolj jih je potem Ratzinger. Ne? Ratzinger je pa menda do Fajmoštrov zelo šarf, pa tako odločen in zahteven do ljudi. Brez uniforme je bil pa prijazen. In on je bil na našem koncu doma in je kot kardinal se sprehajal zvečer. Ne? In je zelo rad pobožal pse, ki jih je srečal. Ne? No in ja, to je bil korak noter za informacije. Moramo še vprašati, kdaj ste se sami začeli nekako zavedati tudi terapevtske vloge, ki jo ima lahko žival, v tem primeru seveda kužki. Kako ste sami nekako videli, da lahko žival zelo pomaga ljudem, naj bo to na poti do ozdravitve ali zgolj pri vsakodnevnih stresih in tegobah življenja? No, jaz sem bil tudi terapevt s kužko, polk smo se vrnili iz Rima, kar nekaj let. Tega smo se zavedali pa že prej, verjetno. Ne? Se smo se učili teh pasjih znanosti, bom rekel temu, od majhnega. Ne? Jaz sem imel kužka, prvega, takoj, ko se sploh spomnim, da sem hodil, se spomnim, da je bil Miško z mano. Ne? In prva fotografija, ki sploh obstaja moja, je pa stričevim nemškim ovčarjem, ki tudi je tam obmenka, da sva stara prijatelja, ne? Pa sem bil takle. Nekje ste povedali, da ljubezen do psov po vašem mnenju je genska. Mi je pa zelo zanimivo, da ste se v bistvu, kar se terapij tiče, ukvarjali z dobermani. Nisem bil najbolj prepričan, da je to res... V enem obdobju, ja. Je kaj važno, katera pasma je, ali lahko tudi z mešanci, s križanci v bistvu lahko? Ravno tako z mešanci, križanci, seveda. Gotovo. Odvisno od tega, zakaj jih uporabljaš kužke, ne? Mi smo imeli dobermane, ker vsi mislijo, da dobermani morajo pa grist, ne? Pri nas je en doberman je bil lavinc, reševalni pes. Ena je znala voditi slepega človeka in na koncu je tudi znala upozoriti na sladkornega bolnika, mojo taščo. Tako da to smo se malo brali, malo se učili od drugih. Ne? In tukaj v bistvu, ko govorimo o terapevtski vlogi, pravzaprav veliko ste delali, mislim, da sem prebral, da in z mladostniki in starostniki. Mislim, da ste nazadnje z ženo velikokrat hodila v vrtec k vaši vnukinji, kjer ste poskušali nekako odvrniti otroke od strahu pred psi. S tem smo se veliko ukvarjali. V vrtec sva pa hodila z vsemi 4 vnukinjami, zdaj so že punce, ne? Pa tudi v šolo. Z najmlajšo vnukinjo sem do konca 4. razreda njenega hodil. Vsak dan sem jo šel iskati v šolo s kužki. In nekako je šlo, da je rekla, tega pripelj od enega od 3 psov naših. Ne? Tega pripelj, pa unga pripelj, pa je pa rekla, vse 3 pripelj. No in jaz sem tam pred vrtcem ali pa pred šolo stal, pa jo čakal in sem imel grozd otrok na psih, ampak psi morajo biti pa seveda primerno socializirani, vzgojeni, šolani, da to dovolijo. To ni preprosta zadeva, da bi kjergakoli psa spustil med 20 otroka. Ne? V Društvu za terapijo s pomočjo živali, v Društvu Ambasadorji nasmeha, ste seveda spoznavali ne samo delo, kar se tiče otrok, ampak tudi starejših. In zelo zanimivo mi je bilo, da nabor samih živali v društvu
ne obsega samo kužkov. Mislim, da sem videl afriškega ježa. Ježe, pa vse sorte smo imeli. Pa zajce, pa kure, pa vse sorte je bilo, ja. A je bil kakšen pingvin? Ne, pingvina pa ne. In pingvina tudi nisem nikoli v naravi srečal. Ravno prele so se pogovarjala. Srečal sem guanaka, to je ta prava lama, ne? Te divje živali, ki so gor v hribih nad 4000 metrov. Vse sorte sem videl, ampak pingvina uživo pa ne, ampak ko sem bil majhen in ni bilo medvedkov takrat, govorimo o letih, se neki vas je, ki ste skoraj moja generacija, in sem dobil pingvinčka in sem imel pingvina jaz kot igračo. Torej ne medvedka, ampak pingvina. Zdaj vas lahko že počasi seveda z veseljem vključiva v pogovor. Če bo kakšno vprašanje oziroma ko se bo porodilo, seveda samo z dvigom roke naznanite, da imate vprašanje za naju. Je že kakšno? Lahko se veže bodisi na dogajanje torej v Latinski Ameriki v 70. letih, na pomoč, ki jo seveda živali lahko s svojim terapevtskim čutom nekako doprinesejo pri ozdravitvi ljudi. Karkoli, verjamem, da bo vas s Tonetom znala odgovoriti. Aha, izvolite. Še mikrofon. Dober dan. Dober dan. Hvala za izbor filma. Vedno najdete tisto, kar je srce drapnulo. No, mi smo imeli kužeta 14 let in kaj pomeni ta komunikacija z živaljo. On je vedel, kdo je gospodar, komu se mora prekupati, da bo dobil hrano, pa kdo je njegov tovariš pri igri. On je to strogo ločil. In če je bil užaljen na družino, ker glede na potovanja smo šli, ga nismo mogli vedno s sabo vzeti, je točno vedel. Gospod, ki ga je vozil na sprehod, do njega je bil najbolj užaljen lahko. Jaz sem skrbela za hrano, si mislil, 100 pot boljš parjatu, kot ne. Sina je imel pa za svojega tovariša, mu pa ni nič zameril. Ampak vedel je, ja, tako smo ga spoznali, mislim, tak je bil. In recimo, kaj mi je on povedal, jaz sem imela hišo skozi odprto in sem bila čisto gor na podstrehi, nekaj delala, in je s takim glasom mi vznanil nekaj, da sem dol preletela, kaj je. In pogledam na cesto in vidim, da en urejen gospod, ko gleda po ulici. In ga vprašam, koga pa iščete? Prav, gledam, če imate naročeno delo. Sem rekla, imamo. In potem jaz telefoniram na delo iz radovednosti, zakaj so ga poslali v kontrolo. In so mu povedali, da niso poslali nikogar v kontrolo. Potem so mi pa sosedje povedali, da tisti, ki vlamljajo v hišo, pošljajo enega tazga gospoda, ki ni preveč ne vzbuja pozornosti, da ugotovi, kjere hiše so prazne, kam je treba vtolomiti. Tako da zna tvoja žival rešiti, če ga znaš poslušati. Absolutno. Film pa je prekrasen. No. Okay, Najlepša hvala. Kakšne izkušnje ste imeli seveda sami? Ne nazadnje ste tudi pred leti izdali knjigo, v kateri ste izpostavili vse vaše ljubljence, vse pse, ki so z vami delili življenjsko pot. Kako lahko rečete, da je to res en poseben odnos? Z vsakim kužkom posebej? Vsak kuža posebej, pa tudi če jih imaš 5 doma, ima vsak svojo osebnost. Jaz sem začel s tistim miškotom in imam še danes miškotovo kopijo doma finskega, laponskega psa. Miško je bil pa leta 1938 je star oče Miškota pripeljal v Koseze, pa nihče pol, ko sem bil majhen, nisem znal vprašati, pol pa ben ni vedel povedati, odkot ga je pripeljal, je bil pa ta prav špic, torej za nas je veljal za nemškega špica, vsekakor je bil pa natančno tak, kot je finski, laponski špic dan danes. Knjiga Kosmata druščina pa je v bistvu ta, v kateri ste se, koliko kužkov imate trenutno?
trenutno samo 2, ker je naša Hera Bernka se poslovila pred 3 meseci, ta je bila do zadnjega terapevtska, do zadnjega, ko se je dal dela terapevtski kuža. Namreč to terapevtstvo je veliko COVID ustavil, ne, pa smo pa že ugotavljali, da smo rahlo prestari za to, da bomo hodili v kola, ne. V šolo še, pa tako v vrtec z vnukinjami, drugam pa ne več. Pri kakšnih vse diagnozah oziroma stanjih pa je dejansko prišlo v poštev, da ste s kužkom poskušali pomagati? Kjerkoli se da, ne. Vsekakor je težje delati s starejšimi ljudmi, to morajo početi mladi ljudje s starejšimi. Ne, jaz sem ugotovil, da jaz nisem zato, da bom delal z vrstniki. Ne. Nikakor ne, ker sem jo enkrat zgoril, da so v Ribenci v domu starejših, je prišel na vozičku en zelo star gospod v 2 gobe, pa je rekel, a se me ne spomniš, ne. In me je stisnil, ko sem se spomnil, je bilo groza, sem rekel, jaz ne grem več nikamor. Jaz sem se počutil zelo mladega in poskočenega, ta revež je bil pa, ja, bolan je bil pač, ne. In je zgledal zelo star in me je, in pa sem rekel, ne, drugače pa kaj se največ pomaga ljudem, ki imajo zakrčene že roke, a ne, ker ne morejo odpreti dlani, pomagaš, da spet odpre dlan. S psom sam mora biti dosti vztrajen pes, ne samo vtakneš noter eno primerno sladkarijo, pasjo, ki ni sladkarija, ampak pasji piškot, in kuža toliko časa poskuša not prideti, da naposled pride, in potem se že človek toliko pomatra, da mu pomaga, in če to poskušaš, ne vem, 20krat, bo 21. odprl dlan. Ker tle ne gre samo za fizičen krč, ne, veliko je to odvisno od možganov. Pri mlajših pa predvsem nekako poskušate najbrž se izogniti strahu. Ja, predvsem strah, ne, pa midva ženo sva učila otroke iz našega črnuškega vrtca hoditi v gozd, pa v hrib. Otroci nočejo več, ne vem, če že veste, nočejo več hoditi v hrib, ne. Nočejo lesti v klanc, ne, sploh ne. In so se učiteljice tam toliko pritoževale, no in pa sva ženo rekla, dajmo, ne. Pa sva midva vzela vsak enega psa, oba šolana terapevta, in smo imeli otroke lepo pol vrste, pa so se pa menjali na par minut, ne. Nikomur ni bilo težko, so šli v klanc s srnjaki, ne. In tudi nazaj, pa kdo bo imel dlje psa, pa kdo se bo bolj igral, in to je perfektno. Super, lepo slišati, da je tak učinek, ker verjamemo seveda, da se z pravzaprav pomočjo psov lahko pomaga tako v situaciji recimo teh mladostnikov, ki imajo strah, kot tudi starostnikov, ki imajo recimo neko zdravstveno tegobo, kot ste izpostavili. Ja, pa pri starostnikih je treba paziti, da tistega pasjega piškota, ki ga psem daješ, ne pojejo. Ker ga takoj ga pojejo, psu ga vzame, pa ga poje, ne? In moraš zelo paziti. Govorim pa o redkih primerih, pa o zelo starih ljudeh. Je že kakšno naslednje vprašanje? Upam, da nisem spregledal kakšnega na balkonu, če bo mi kar pomahajte. Aha, izvolite. Tukaj imamo v prvi vrsti. Vidim. Mene pa zanima, kako zdaj spremljate stanje v Južni Ameriki. Verjetno imate kakšne še vedno povezave pa insajderske informacije, pa seveda me zanima vaš komentar dogajanja v Venezueli. Torej, zdaj spremljati je seveda veliko pa in še nekajkrat veliko lažje kot nekoč. Nekoč, če nisi šel tja, nisi vedel nič. Ne?
in si res moral se plazati po vsakem naselju, pa povsod, da si kaj izvedel. Zadnja leta, odkar mečejo za tabo milijone informacij, je po en stran lažje, po drugi pa teže, ker tam je vmes 80% fake informacije, torej lažnih, napihnanih, ki jim ne smeš ravno verjeti. Torej, ja, veliko virov je, ki jih spremljam. Imam tudi še neposredne stike, sam veste, kaj je narodno, ko se enkrat malo staraš, da tvoji stiki zginjajo, ker umrejo. In recimo te, ki so bili najboljši prijatelji recimo na Kubi, so šli kar en za drugim skoraj, ne. Mlajši so pa vsi pobegnili na Florido. Ne, in mlajši, mislim, sošolce od otrok, ne, je samo še ena sošolka od hčere ostala in to zato, ker je njena hči ima težave z očmi in v Ameriki ne bi mogla plačevati zdravnika. Zato je ostala. Drugače so pa vsi šli, tako kot so iz Venezuele tudi večina pobegnila. Ne. To so kar težke stvari, če vidiš, da je na Kubi menda samo še 8,5 milijonov prebivalcev, tega nočejo potrditi, ampak od 11 je šlo na 8,5, računite pa, da jih je 11, toliko kot pred 50 leti, medtem ko so druge države, latinskoameriške, medtem podvojile skoraj, ali pa še več kot podvojile število prebivalcev, je na Kubi, ker so nenehno odhajali, ostali samo še toliko ljudi. Zdaj to 8,5, kar verjamem, da je res. Venezuela sem pa tudi prvič spoznal pred 50 leti. Hvala Bogu, takrat se je dal še zelo potvati, pa takrat so oni odkrili, uspešno odkrili nafto in takrat so nacionalizirali naftna polja in so hoteli, da se to po svet razve, ker Američani so gledali, da se ne razve, ne, in pol agencije niso pisale o tem, si moral iti pač tja. No, in je bil takrat en Carlos Andrés Pérez predsednik, ki je nekako financiral napolno, da smo si ogledali, omogočil, da smo imeli avione, helikopterje, vse, kar hočete, da smo si res celo Venezuelo ogledali. On je pol končal, ker je bil del korupcije, tako kot zdaj in tako kot bo zdaj, ves čas, ne, ker korupcije se Latinska Amerika pač ne bo znebila. Ne. Saj tudi mrske druge, ne, ampak Latinska Amerika je nekako cepljena zato, da ima s tem probleme ves čas. Ja, nič. Venezuela je bila tragična zgodba zadnjih 25 let, že prej enih 100, ne? Ampak pol zadnjih 25 let, odkar so te vojaki prevzeli, pa pol prijatelji od vojakov, zdaj se bojim, da bo pa za marsikoga še težje, ker bojo Američani vodili, zdaj so Kubanci bili komandanti, zdaj bojo pa Američani, te se bojo pa prilagodili, tudi ta Delcy Rodriguez se mi zdi kar prilagodljiva dama, ne? Ampak je vsekakor bolj sposobna kot ona ta druga, ki je dobila Nobelovo nagrado za nič, ne? Tako približen k Barack Obama, ne? Barack Obama je dobil Nobelovo nagrado, češ da bo nekaj naredil, pa ni nikoli nič naredil, bil je navaden kokos rečejo v Latinske Ameriki tistem, ki so na zunaj črni, znotraj pa beli. In ponavad, če je temen, je koko enkrat vlada, postane koko.
Hotel sem vas še vprašati, vas je kaj strah, glede na to vprašanje, da bi se lahko zgodba izpred 50 let ponovila? Prej ste mi omenil, da ko se je začelo dogajanje v 70 letih v Latinski Ameriki z vsemi udari in prevrati, da je v Mehiki v lokalu marsikdaj bilo moč videti Urugvajce, Brazilce, Argentince. Ne samo v lokalu, tudi delali smo skupaj smo imeli pisarne. Bi se lahko to zgodilo znova, da bi se v bistvu dejansko intelektualci nenehno dogaja, ampak da bi tako množično, ja seveda se lahko zgodi, saj Venezuelci so šli že vsi ven. Vsi pametni so že zdavni odšli, vsi bogati so prej, potem in bodo tudi še zdaj živeli v Miamiju. Tako kot vsi bogati Kubanci živijo v Miamiju. V Miamiju je bolj, če znate špansko kot angleški, tudi rečejo Miami, ne Miami. Miami je newyorška izgovorjava za Miami. Ker to so Američani Špancem ukradli šele na prelomu prejšnjega stoletja. To je 130 let je to ameriško, prej bilo špansko. Tako da to je od nekdaj. Španščina je bila od nekdaj. Pa ko greste po Miamiju, je tako, kot hodili po Havani, vse havanske štacune so tudi tam, ker so lastniki šli vsi ven in so si tam naredili enake hiše ali pa predelali neki pa ista imena dali in seveda špansko govorijo. Tudi tako, ko govorijo špansko v Kaliforniji ali pa v Teksasu. S tem, da Teksas, pa kar je ob meji, to niso prišleki. To so staroselci, Mehikanci, ki so tam odprej. Ker je Teksas je Amerika od Mehike vzela zelo pozno, v 19. stoletju šele. Hvala za to razlago. Mislim, da čez kakšnih 100 let bomo mogli takole podobno razlagati. O Grenlandiji, veste, nekoč je bila to danska kolonija, ampak verjamem, da se stvari geopolitično zelo hitro spreminjajo. Hvala za vprašanje. Naslednje? Izvolite. Mene je film zelo navdušil. Ne vem, če sem videl veliko lepših filmov, kot je ta film. Tudi naslov Pingvinove lekcije je odličen. Danes, ko živimo hitro, ko je hitro že prepočasi, ko ljudje nimajo časa, ko so skozi dosegljivi, nimajo časa, da bi sprejeli sporočila, ki prihajajo iz zraka, ideje, ki prihajajo iz zraka. In nimajo časa se poglobiti, preberejo samo naslove, globine pa ne. In jaz sem ta film videl kot to, da se mora nekaj zgoditi, da človek sprejme nekaj, kar morda je tiščal v sebi, pa se ni upal izkazati to, in da mu mora morda nekdo drug to pokazati, je to pingvin, je to pes, ali je to na sprehodu prileti sporočilo, znamenje, kot je v alkemistu večkrat rečeno, da ga je treba poslušati. Sam v današnjem času, ko je, kot sem rekel, hitro prepočasi, je to zelo težko. Imam knjigo, otroško knjigo, Kaj storiš z idejo? In tam, kaj storiš z idejo? Razprodana, ne vem, morda jo boste dobili v knjižnici, tam pripoveduje o tem, da je vsak posameznik pomemben in da ko uresničiš idejo, spremeniš svet. Vsak od nas. Hvala. Super, najlepša hvala za komentar. Sem prepričan, da dostikrat res pozabljamo na neke stvari, ki so nam blizu, ki jih imamo ob sebi, recimo tudi na terapevtsko vlogo živali, ampak kar nekako si v tej hitri naglici našega življenja ne dovolimo, da bi določene stvari videli oziroma začutili, tako kot si jih tudi glavni protagonist filma pravzaprav ni dovolil. Je ostajal ciničen, šele pingvin ga je nekoliko spravil strani svojih okopov. Vse nas zmeri, pri nas na skuški, pingvina pa nimamo. Tudi on ga nimam več, ker se je kar razkrojil.
v zadnjih 80 letih. Se pa najbrž tudi vam zgodi, da dostikrat v bistvu šele na kakšnem sprehodu oziroma v interakciji s kužkom ugotovite, da je potrebno življenje vseeno vzeti nekoliko bolj počasi in videti določene stvari, ki so nam včasih v tej naglici pravzaprav izmuznejo. Ja, tega se zavedamo zlasti zjutraj, ko hitimo proti rešici in to je res zdravilno. Ne, vsaka žival zame pač kuža, ne, ker imamo kužke ves čas. Pri najnih hčeri in njenih puncah so to mucki, ne, pri drugih dveh vnukinjah, ki živita v isti hiši nad nama, so kužki, ne. Skratka, ja, to ti pomaga, ne, ker se ne znamo ustaviti, ne. Pa mislim, da tako kot gre zdaj svet, se bomo še težje ustavljali kot doslej, ne. Koliko nam pri tem pomaga skrb za drugega, v tem primeru skrb za žival? Koliko smo kot ljudje šele potem, ko začnemo skrbeti za nekoga drugega? Ne vem, nenehno sem imel kužke in nenehno sem, pa ne vem, a sem jaz skrbel zanje ali bolj oni za moje duševno zdravje. Mislim, da so bolj oni kot jaz. Ampak seveda je to pomembno, ja. Mislim, da imamo še eno vprašanje. Aha, ja, na nekatere stvari je bilo že odgovorjeno med tem, ko sem čakala, da pridem na vrsto. Vsekakor bi se najprej tudi jaz zahvalila za ta izjemno pretresljiv film. Mene je, moram reči, pretresel. Veliko asociacij se mi je porodila. Ena močnejših je bila te mame. So me spomnile na Srebrenico in na matere Srebrenice in še dosti takih prizorov. Hotela sem pa vprašati gospoda Hočevarja kot odličnega poznavalca tega dela sveta glede Kube. Na Kubo me tudi vežejo neki spomini, ker sem bila tam od vzhoda do zahoda, sicer še v času Fidela Castra. Pa me zdaj zanima, kakšen je vaš pogled, kaj se bo dogajalo s Kubo, če pride res pod ameriško nadvlado, to, kar obljublja sedanji predsednik Trump, in seveda ni edina država, o kateri sanja in si jo želi podrediti. Kako vi gledate, kaj se bo lahko zgodilo s to državo, ki je itak simbol ene revščine bila in je še vedno. Tudi ta podatek, ki ste ga zdaj postregli, ga nisem poznala, da je toliko Kubancov zunaj oziroma da se je število tako zelo zmanjšalo. Skratka, če bi kot odličen novinar, poznavalec politike, malček osvetlili, kaj se dogaja s tem svetom, z norimi voditelji? Torej, takrat, ko ste bili vi, ko je bil še Fidel živ, je bilo še zmeri, bi rekel, skoraj Indija Koromandija v primerjavi z današnjo situacijo, ne? Ker jim je šlo vse v franže, dobesedno. Kubanci so bili nenehno in so zgodovino vajeni živeti od nekoga drugega. Nekdo drug je skrbel, da so imeli vse. To je bil otok, kjer je španska gospodska se ustavljala na poti v Španijo. Tam so se barke ustavljale in tam so si naredili tudi mesta, najbolj gospodska, Santiago de Cuba te prvi, in potem še Havano, in tam so tudi radi živeli Španci, bogati Španci, ne? In skozi je bila Kuba del tega španskega, to je bila tudi podkraljestvo, ne? Do konca so oni živeli, do konca španske zgodovine v Latinski Ameriki, so oni živeli od tega, da so jih imeli Kubanci z majhno svojo počitniško kolonijo, ne? Tam so bogati Španci pač preživljali zlasti naše zime, ne? Tako da se nekako niso mogli
privaditi, ko so Španci odšli in so morali nekaj časa, ampak zelo kratek čas, živeti od svojih skrbi, svojega dela, ker je pač trajal, a veste, skoraj pol tisočletja tega v bistvu dost lahkotnega bivanja. Ne? Iz vse Latinske Amerike so Španci tja vozili od zlata do vsega drugega. Tako da, ko so potem Američani takoj ko so izgubili Florido, ne, na prelomu prejšnjega stoletja, so oni tudi Kubo v bistvu zavzeli, popolnoma so jo prevzeli. Ne. Vse, kar je imela Kuba novega od sladkornih tovarn do vsega tega, to so, če niso pustili Španci, so naredili Američani. Tudi vse te palače, ki ste jih videli, so jih naredili Američani, razen tistih, ki so bile prej tam iz španskih časov. In tudi Fidel Castro je bil en od tistih Špancov, ker je Španc, Gallego, ki so bili ne ravno reveži. Ne? Njegovi materi sta Fidel in Raul, zato jih ni hotela več z njima sploh imeti stikov, vzela 10.000 hektarjev veliko plantažo in 800 hektarjev ohišnice, to se pravi vrta okrog hiše, 800 hektarjev. Toliko velikega posestva pa nas ni, mislim, ne 10.000, ampak tudi 800 ne. No in te ljudje so se pač privadili na ameriško lastništvo vsega, ne. Prišla še mafija italijanska iz Amerike, ne, ki je videla, da se med skorumpiranimi Kubanci da zelo dobro poslovati in so tudi oni pol gradili te hotele, to je vse mafija delala. To so delali vse Italijani od začetka, ne, in Fidelu je šlo zelo na jetra, da so se pol oblasti tišali taki, ki so bili fičfiriči. Batista je bil navaden kaplar v vojski. On se je za generala razglasil, pa si gor našil šele, ko je oblast prevzel, ker so mu Američani plačali udar, da je zanje in za mafijo vladal. Ne? No in Fidelu je šlo to seveda strahotno na živce in se je pač odločil, da bo udar speljal in ga je. Danes ni pa nobenega Fidela več. To je problem. Zato se pustijo tem potomcem vladarjev Fidelovih, recimo, ki niso več, nimajo nobene ideje Fidelove, nič načrtov, ne, samo vladali bi rad še naprej. Ne? No, ta problem se je nadaljeval pol. Vi ste bili kdaj, so bili še Rusi ali v katerem obdobju? Ne, Rusi so šli leta 90 in so jih pustili lačne. To je bilo najhujše zanje, najhujši udar so doživeli. Rusi so prišli, ko Fidel ni, ker prej je Fidela je CIA financirala. Ne? Orožje mu je CIA vozila na Sierra Maestro, dol na jug. Iz Kostarike so pripeljali orožje in je bilo vse v redu. On je delal skupaj z Američani, ko je šel vršiti mafijo in on je Batisto in mafijo vrgel ven. Ne? No, potem so pa Američani seveda tudi par napak naredili, pa so ga hoteli še naprej voditi, to pa ni šlo. Ne? Enemu takmu bogatemu in samozavestnemu gospodu ne bo tam en fičfirič iz ene pisarne ukazoval in Fidel na koncu, ko je ugotovil, da ne gre in ko so mu
oni poslali vojsko in so udarili z južne strani iz Nikaragve, so se pripeljali z ladjami in Fidel jih je znal ustaviti, jih potopiti, jih sestreliti, tako da je bilo zanimivo in takrat je on se na Ruse naslonil, ker naenkrat ni bilo več hrane, naenkrat ni bilo več orožja, naenkrat ni bilo več ničesar in se je on, ki je prej komuniste izgnal. Fidel je komunistično partijo Kube prepovedal in je vse izgnal, ko je hotel priti nazaj, je prišel, torej, ko je hotel priti nazaj partijski sekretar iz Moskve, je Fidel rekel, kjer ima čreva, kjer ima glavo, ne ima pa še čreva in je moral umreti v Moskvi. Skratka, partija je bila prepovedana, ko so bili pa lačen, je pa Ruse poklical in je svojo organizacijo preimenoval v partijo. Ne? In je potem s pomočjo Rusov vladal do leta 90, ne? Ko se mu je vse podrl, takrat so bili lačni kot hudiči. To je bilo specialno obdobje, so temu rekli, ampak so bili res lačni. Mi dva smo imela skozi tudi stike, prej pa pol pa. In te ljudje niso imeli res ničesar. Avte so že prej imeli samo ameriške iz 50-ih let, saj še zdaj so te. In potem so bili lačni do trenutka, torej, ko je Fidel dovolil malo turizma v 90-ih, ampak krizo je presekal šele Čavez. Ko je Čavez prevzel oblast v Venezueli, je prinesel nafto in je prinesel hrano in je vse v redu in so Kubanci do leta približno 15 živeli zelo v redu. Turizem je laufal, Čavez je za vse skrbel in ko so Američani podrli naftni trg, zelo spretno, tam okoli leta 15, ko je padla cena nafte, takrat je bilo Indija Koromandija za Kubo mal konc, ne pa popolnoma. Ker še zmeri so pošiljali nafto, še zmeri so skrbeli, da so Kubanci imeli denar za hrano in to se je končalo v bistvu prejšnji teden. Zdaj pa ni več nafte in ni več nobenega denarja. Turizma ni, ker turizem je pa bil pod najhujšim udarom prvič s COVID-om, ko se je Kuba napihvala, da dela zdravila, najin zelo dober prijatelj, ki je bil član CK-ja, direktor Zeitanga in vsega, je pa šel v Evropo, ki je rekel, niti aspirinov, nekaj šele kakšno cepivo, in je šel in je revež umrl pol v Franciji. No, in še bolj je bilo pa konc, pa so pa nekako Ukrajinci in Rusi mašili turizem, ko so pa Rusi udarili po Ukrajini, se je pa vse podarili. In zdaj se je majhen obnovila ta turizem, ampak to ni nič v primerjavi s tem pravim. Saj za turizem, veste, to so gradili Španci pa Kanadčani. In tudi vodili so Španci pa Kanadčani. No, danes so pa na tleh. Dobesedno na tleh, ni elektrike, ni česar ni. Ker elektrika je vsa na nafto. Nafte pa ni. Oni so v ruskem času zgradili že atomsko centralo, imeli so ministra za atomsko energijo, to je bil Fidel Castro mlajši, ki je pozneje naredil samomor, ker je bil čisto odrinjen od vsega. In to že zdaj, v tem stoletju. To je bil najstarejši od sinov Fidela Castra, še sin od ene od glavnih teh iz Miamija.
Vsekakor v bistvu situacija daleč od tega, da bi bila rožnata tudi Ne, za nikakor prihajajoča ne leta. privošaš nikomor, ne, res so reveži. Najlepša hvala za to razlago in vidim, da nam je nekako tudi pingvinove lekcije so prišle v pravem trenutku, da poleg terapevtske vloge živali do ljudi nekako preizprašamo tudi odnos do Latinske Amerike, ki je v teh tednih še kako aktualen in verjamem, da bo v naslednjih mesecih Mislim, da bo še, bolj. pa upam, da ne preveč, ne, ker to, kar se zdaj dogaja, je zelo hudo. Ne. Res. Najlepša hvala vsem za pozornost, za vprašanja, za to, da ste današnjo sredino dopoldne preživeli z nami in hvala seveda tudi vam, gospod Tone Hočevar, za vse odgovore, za vse, kar počnete in za vse navdihe, ki smo jih slišali tudi po filmu. Hvala lepa.